Beti Schätzchen prihaja iz Berlina. Je gluha učiteljica joge, holistična zdravstvena praktikantka in trenerka. Vodi različne delavnice in tečaje v znakovnem jeziku po vsej Evropi in svetu s poudarkom na jogi, osebni rasti in celostnem zdravljenju telesa ter duha. Rodila sem se v Berlinu v Nemčiji. Veliko stvari sem nosila v sebi. Imela sem astmo. Med odraščanjem sem veliko kašljala, bila sem tudi velikokrat v bolnišnici. Kasneje sem dobila še depresijo. Skoraj sem obupala nad življenjem. Potem sem začela delati na sebi. Jemala sem tablete in hodila na terapije. Stanje se mi je izboljšalo. Morala sem si pomagati sama. Kako? Najprej sem se vključila v korejsko borilno veščino Shinson Hapkido. Pred borilno veščino je bilo potrebno ogrevati telo z jogo. Joga pa me je sprostila. Hapkido je bil zelo intenziven, zato me je bolj privlačila joga. Bolj sem raziskovala jogo, bolj sem se povezala z njo. Hodila sem tudi na izobraževanje o jogi. Prej sem delala na banki in sem dala odpoved. Ko sem pustila službo na banki, sem potovala. Pridružila sem se tečaju joge. 3 mesece sem se intenzivno učila jogo in še naprej potovala. Potem sem se učila tajsko masažo. Temu sem se posvečala 7 let. Sama jogo izvajam že 23 let. Poučujem pa jo že skoraj 20 let. Joga mi je pomagala odpraviti depresijo. Vse negativne stvari v sebi sem dala stran. Postala sem bolj nasmejana. Z gibanjem in pogledom vase sem postajala svobodnejša. Imela sem možnost, ali bom padla v pesimizem ali v optimizem. Izbrala sem slednje. Potem pa sem se začela izobraževati o naravni medicini, psihoterapiji, coachingu. Joga je celostna praksa, ki vključuje telo, in duha. Poudarek je na gibanju, dihanju in osredotočenosti. Kot jogijska praksa je vključena tudi meditacija, pri kateri gre za usmerjanje uma in pozornosti, običajno brez gibanja. Joga in meditacija pomagata, da povežemo srce in telo. To povezavo smo prekinili in se izgubili, zato imamo v sebi veliko težav in pesimizma. In tudi hitimo. A moramo se ustaviti, pogledati vase in raziskovati sebe. Naj povem eno metaforo. Ko snežno kroglo potreseš, snežinke poplesavajo. Ko se snežinke v krogli umirijo, je kot meditacija. Ker smo ves čas v gibanju, gledamo v telefon, se pogovarjamo z nekom, sebe pa nočemo raziskovati, potem pridejo padci. Takrat je čas za pogum za notranje potovanje.
Potem sebe bolje razumeš. Z zaprtimi očmi lahko vidiš drugačen svet. Z odprtimi očmi vidiš samo zunanji svet. A notranji svet je zaprt, potlačen toliko let. Zdaj se je potrebno samo ustaviti in začeti delati na sebi. Meditacija pomaga, da se povežemo, da smo v drugem stanju. In tam ni negativnih stvari. Veliko ljudi med meditacijo začuti umirjanje uma že po 5 do 10 minutah. Kako začutiti resnično povezavo, pa je odvisno od vsakega posameznika in več dejavnikov. Ljudje, ki prvič meditirajo, se ne povežejo takoj. Potrebujejo čas, zelo redki ljudje se takoj povežejo. Veliko ljudi potrebuje čas, lahko 1 leto, 10 let ali pa celo življenje. V telesu imamo svinjarije oziroma smeti, zato je potrebno vse to počasi dati ven iz telesa. Enako kot doma, ko vidite smeti ali zaznate smrad, smeti odnesete. Tako je tudi v telesu. Meditacija nam pomaga, da s časom čutimo vse jasneje. Joga sprosti telo, krepi mišice, izboljšuje telesno držo in gibljivost. Meditacija sprosti povečuje energijo s sprostitvijo in boljšo regeneracijo. Če to združite, razvijate notranji mir in prisotnost ter podpirate zdravje na dolgi rok. Začnite z jogo in meditacijo. Pomembno je, da ne nosite v sebi ene gmote in nenehno razmišljate. Ne, lahko si vzamete malo časa za to. 5 do 10 minut delate jogo ali meditacijo. To lahko naredite v vsakdanjem življenju, pred ali po službi. Lahko si vzamete malo časa, da naredite korak naprej. Naj bo to vaš opomnik za življenje, za več dobre volje in svobode. Vzemite si trenutek zase, sprostite telo z jogo in umirite misli z meditacijo. Naj to postane ritual. Začnite danes in občutili boste spremembe na bolje. Vsak vdih je korak bližje k boljšemu počutju.